konkretnem otroštvu, ki ga ni bilo, bo spregovoril naslednji izdelek, ki ste ga pripravili sodelavki iz Študijskega centra za narodno spravo, Marta Miljena Keršič in Majda Učnik-Zrudin. Prosim, izvolite. Moje sodelavke Majda in pa mojem imenu, kot je bilo rečeno, prihajamo iz Študijskega centra za narodno spravo iz Ljubljane. Naše področje delovanja sega na raziskave, na organiziranje javnih okroglih miz in posvetov, potem izdajanje publikacij, vključevanja v izobraževalne projekte, vpeti smo v slovenski in pa v evropski glasbah. Pomemben del svojega delovanja pa posvečamo prav snemanju in zbiranju pričevanja. Prav zbrana pričevanja so naju tudi usmerila v pisanje prispevka o otroštvu v času druge svetovne vojne in po njej. Ta tema se je kar sama ponujala pri, lahko rečeva, 90% posnetih pričevanjih. Pričevalci namreč v večini govorijo o času vojne in po njej, ko so bili sami še otroci oziroma mladostniki. Pričevanja zbiramo od leta 2009 in imamo do sedaj zbranih približno 250 pričevanj. Hranimo jih v fizični in pa v digitalni obliki. Pri pričevanju se v glavnem poslužujemo ali terenskega dela, ali pa pričevalci pridejo do nas in jih potem posnamemo. Od njih seveda pridobimo tudi soglasje, s katerim izrazijo željo ali želijo, da se to pričevanje uporabi v raziskovalne ali kakšne druge namene. In potem, kajti naša velika želja je, da čim več teh pričevanj tudi objavljamo, da so dostopni javnosti. Tako se jih uporabljamo pri izdajanju naših publikacij, v katerih jih kombiniramo z dokumenti na določeno temo, potem se vključujemo v izobraževalne šole, v izobraževalne projekte v šolah, kjer jim ponujamo projekt intervju Družinska zgodba in jih seznanjamo s pomenom snemanja družinskih zgodb. Predstavljamo pa pričevanja tudi v radijski oddaji Moja zgodba. V bodočnosti nekako nam je v interesu, da bi pričevanja bila dostopna tudi na naši spletni strani. V danem prispevku sva prav na podlagi izbranih pričevanj izbrali eno pričevanje, ki združuje občutenje, trpljenje, šikaniranje, izoliranost in posledično travmatske izkušnje ostalih pričevalcev in odzivanje nanje. Skušali smo prikazati otroško doživljanje vojne in povojnega časa in sicer kako so ga doživljali v ožjem, družinskem in pa tudi v širšem javnem prostoru. Spoštovani, izpostavili sva posebej značilne in hude kršitve človekovih pravic pri otrocih. Lahko bi rekla, da so izpostavljene kršitve glavni kazalci izgubljenega, ukradenega in mučeniškega otroštva med vojno in po vojni. Te okoliščine so preprečevale žalovanje, sočutje in spomin, kot smo slišali pri prejšnjem prispevku gospoda Jožeta Dežmana. Otroci, sirote brez enega ali obeh staršev, so bili diskriminirani in so trpeli zaradi oznake in suma, da so bili njihovi starši tako imenovani narodni izdajalci ali sovražniki ljudstva. Tudi otroci, tako obtoženih, so bili žrtve, saj so delili enako usodo tako imenovanih sovražnikov ljudstva. Pečat sumljive drugačnosti je spremljal otroke od najzgodnejših let. Zgubili niso samo očeta ali brata ali sestre ali več družinskih članov, ampak pogosto tudi edinega hranilca družine. Tako se je obenem porušila njihova psihološka in materialna varnost. Onemogočilo se je nekdaj varno in dostojno življenje in preživljanje.
oziroma pretrgalo. Najhujše politične obsodbe so potekale v okoliščinah, ki so prizadetim odvzele vso človekovo dostojanstvo. Obsodbe so vsebovale tudi izgubo vseh političnih in državljanskih pravic ter zaplembo vsega premoženja. Posledice vse maščevalne politike Posledica vse te politike je bilo hudo trpljenje in revščina cele družine. Družine so se brez vsakašne pomoči prebijale iz dneva v dan. Po večini so trpeli hudo lakoto in pomanjkanje. Zaradi zaplemb požigov, izropan domov, izgonov od doma in prisilnih preselitev so zelo slabi tudi bivanjski pogoji. Za preživetje staršev in mlajših članov v družini so delali tudi otroci. Morali so oditi celo za hlapce in dekle. Težke razmere in pretežko delo je ogrožalo njihovo telesno in duševno zdravje. Seveda za igro ni bilo ne časa, ne prostora. Že najmlajši so nosili breme skrbi za preživetje. Pečat sumljive drugačnosti je večini onemogočal nadaljne šolanje. Če že, so se lahko šolali le za določene, manj vredne poklice. V šoli, predvsem v ožjem vaškem okolju, so bili pogosto šikanirani in diskriminirani. Naprimer, niso prijeli šolske prehrane kot drugi. Deležni so bili raznih neutemeljenih obtožb in kazni. Sovrstniki in učitelji so jih pogosto žalili z različnimi izrazi, naprimer belčki, kolaki, banditi, fašistični pankrti, ter se znašali nad njimi tudi fizično. Diskriminacija se je nadaljevala pri zaposlovanju. Kljub sposobnosti in znanju so morali upravljati najtežja in najmanj plačana dela. Splošni teror je povzročil tudi razkroj socialnih mrež, naprimer sorodstvenih, sosedskih, prijateljskih. Posledice splošnega terorja in usmerjenih akcij proti tako imenovanim narodnim izdajalcem in njihovim družinam je bil stalen strah za golo preživetje, za golo življenje, izločenost in izolacijo. Mnogi še sedaj ne vedo za vsebine in dejanske okoliščine krivičnih obsodb ter diskriminacije. In mnogi ne vedo, kako in kje so bili pobiti njihovi dragi. Zato govorimo, zaradi teh nerazrešenih travm, govorimo tudi o prenosu travm iz generacije v generacijo. Vsa travmatska doživljanja so pri žrtvah povzročala hud stres in prikrajšanost, prežetost z bolečino, stisko, strahom, grozo, ter obenem z občutki krivde, krivic, manj vrednosti, nemoči. Globok psihični strah jim še danes onemogoča normalno funkcioniranje. Mnogi še sedaj ne morejo ali se bojijo spregovoriti o svojih najbolj težkih preizkušnjah v življenju. Žrtev in rabelj sta čustveno v popolnoma enakem mehanizmu zanikanja, prikrivanja in ohranjanja krivde. Zavrto pristno čustvovanje in komuniciranje povzroča večno nezaceljene rane, kajti oblikujejo se vzorci vedenja, ki omogočajo prenos travm iz generacije v generacijo. Vse to zapleteno in dolgoročno traumatizira celoten družbeni prostor. Stanje v slovenski družbi je posledica teh nepriznanih in nerazrešenih travm, kajti boljše je biti tiho, ker potem vsaj preživiš. Zato bi morali pretrgati molk in izolacijo ter spodbujati soočanje z zamolčano platjo polpretekle zgodovine. V zrelem življenjskem obdobju se veča potreba žrtev, da spregovorijo. Zato življenjsko obdobje je značilno, da življenje pogledamo nazaj, več pa je tudi moči
in časa za soočanje z resnico. Zgubiti namreč nimamo več kaj. Za vsem, katerih starši so bili likvidirani med vojno ali ubiti v povojnih izvensodnih povojih, je skupno, da iščejo podatke o okoliščinah smrti ter grobove svojih staršev in starih staršev, pogosto celo življenje. Prvo pričakujejo priznanje, da so žrtve res bile, da so bili njihovi dragi umorjeni, da so bili zbrisani, kakor da jih nikoli ni bilo, da jim je bila odvzeta pravica do obstoja. Zato je ključno, da se zločini najprej pravno priznajo in da se posmrtni ostanki umorjenih identificirajo. Mrtvim je potrebno dati ime in jih pokopati. Obenem pričakujejo popravo krivic ter obsodbo sistema, ki je zločine povzročil, ter obsodbo zločinov in zločincev. Tako žrtvem kot rabljem moramo pomagati pri očiščevanju krivde. Na primer, nisi kriv, če nisi zaščitil očeta ali brata, ki so ga odpeljali, zaprli in ubili. Nisi kriv, če si bil prisiljen ubijati. Vsi po krivem trpeči zaslužijo globoko sočutje. Žrtvam izgubljenega otroštva je skupno, da v sebi ne nosijo sovraštva. Večinoma so odpustili, a pozabili ne bodo nikoli. V prispevku, ki je objavljen tudi v zborniku letošnjega posvetovanja, posveta zborovanja, sva predstavili zgodbo Borisa in Vide. To sta mož in žena in sicer ju veže zelo podobna usoda. V otroštvu sta oba izgubila očeta. Oba očeta sta bila med vojno vaška stražarja. Tako Boris kot Vida sta izhajala iz tradicionalno verne družine, krščansko vzgojene, starši obeh so bili narodno zavedni, hkrati pa protikomunistično usmerjeni. Zanimivo je, da Boris in Vida o svojih travmah in o tem, kako sta izgubila svoja očeta, nista govorila nikoli. Niti z drugim že dolgo let potem, ko sta bila že poročena. K iskanju očetov sta se odpravila šele v 90-ih letih prejšnjega stoletja in na to tudi javno spregovorila. Boris je izhajal iz družine Svetek, rojen je leta 1932. V družini so bili še trije bratje, najmlajši med njimi rojen leta 1942. Ena sestra je umrla že pred vojno zaradi davice, druga sestra pa se je rodila mrtva leta 1945, v času, ko je bil oče živo zaporen. Oče je bil leta 1946 obsojen na Urhu in istega leta, septembra, tudi umorjen. Tukaj je karton obsojenca in pa kazen smrt za ustrelitvijo. Vida pa je izhajala iz družine Habič in je bila rojena leta 1937. Poleg nje sta bili še dve starejši sestri in mlajši brat, rojen leta 1940. Oče je bil obsojen na Kočevskem procesu in ustreljen v Mozlju leta 1943. Takrat je bila Vida stara 6 let, ko pa je bil ubit oče, Borisov oče, je imel Boris 14 let. Zdaj bomo prisluhnili odlomku njunega pričevanja. Pričevanje je bilo posneto novembra 2009 pri nas v študijskem centru in tukaj je samo en kratek odlomek tega pričevanja. Ne potrebuje nekaj časa. V vaši gostilni
Tam so se pa začeli, jaz v distanci rečem, hujskanje. Vsak moščanov in politike proti nam. In na vsak večer smo dajali na te steklo glasov, da desko. In znala se je začelo udarjeno podarne. In dokaj nismo imeli, smo odprli, pa so prišli domačini. Visitirali, odprite bo pregledali hišo. Ko so drugič prišli, pa so hodili okrog vse komentar, pa so šli, pač vmese. Ko so drugič prišli, a če smo jih zastrelili, mama iz kuhne uvežo, da zaprni, pa drugi za kuhni. In to se je pojavljalo dan za dni, popolne iznočer tega koga. Brez razgledanja. Ko smo mi vlako tega skozi. Če si dobro predstavljamo, da on se spomni. Iz Fižola, kuhnega Fižola ima nas pekla, se spomni. Iz Fižola, kuhnega Fižola ima nas pekla kruh. In ta kruh je ona zaklenila v špajzo, da ga bo delila. 4 spomni. In jaz se spomnim, da smo imeli ključ, zvečer začelo spati, kot je stiskal si se, rekla, da stisnil, da se pa bote, da smo nismo mogli spati. In smo se zmenili, da smo prišli po ta kruh v špajzo, naredili ključ. Sveda nismo pa pomislili, da smo doleti ne pustili na postelj, da bo pohodil. In še to šlo. Torej, ko si se ven pojavil, si venček od zločinca, cela vas, ali je bilo pravsko, ali kakor tiska bi se raznan popravili, drugi so bi pa zelo veseli. Ker pa je tako izpadlo, so mi taki večni pa to, je mama, ko je skrbila me, sem šel sa hrana, se zdaj leto, in to me uvišče, ker je za Savsko govorila, za Svete govorila, on je bil ta recimo znanc skor, in sem šel tam, bile so 3 punce, z moškega pa velik kmetijo, in predvsem so šel za to dobi. Ta za hrano, nisem za hrano. Jaz sem to prejel v prvič življenju doma, čistnik, ki se ga je to. In na druge od Save postaje železnice do Gora, peš, nismo kamene, dobene fertiko. Za mlec, dobene pozadnji smo kamene. In potem sem ena leta bil gor, do 47. leta avgusta. 47. leta avgusta sem da zvali žit. In to, tako kot sem bil, bi šel večer za slodi pobirali. Jaz sem zavali, ampak oni so bili, bivali, pa dali so mi težko karto, da si to bil za jesti. Mislim, da je veseli. Jasno, da si to bil za jesti. Jasno, jaz sem tega, če sem bil meni ostali s tako podvod, ki sta učenja težav so to, ampak sem preživel. In ko smo se preživljali, po četu, nobene besede, ne mama, ne nobene, nismo čeli, nobene čeli, nobene obvestila. Septembra, 3. septembra, 1946, ne bi ga vzpomnili. Ali se pravi, ne vemo, ampak v nas je bil en smamež, eden stavljen kitajska, ki je dal pralicam vest, to je pa zašlo en leti, sveta bežano. To je cela vaš sveta takrat. To je bila ulica, ki sem jaz slišal, mama pa nič, mama zmeri samo jo. Nobene besede doma, kaj je bilo, ok, pa se je zmeri, ker noben in z mene se pogovarjali. Ali jaz nekaj zmenil, kje je pokopan, ko pridemo na grob, pa ko bomo zdaj to napisano, pa si zamislim, kako je to znoviral, ne misle, kako je to znoviral. In ne sem pogledal tam, jaz sem za večer, pa za sanje, pa za vse to, ki je tipično za to material. Ker to je v meni spovedana stvar. Posnetek je bil malo slabo slišan, upam, da ste kaj razumeli. Za zaključek mogoče samo še to, da Boris in Vida niti danes, 67 let po
koncu druge svetovne vojne nevesta, kje sta grobova njunih očetov. Hvala za pozornost.